Za 9 gorami in 9 vodami zagotovo ni začetek, s katerim želimo začeti našo zgodbo. Julija je vedoželjno dekle, željno ljubezni, s smislom za metaforiko in cinizem. Je senzibilna, malenkost naivna, hoče biti previdna. Načeloma kar ve, kaj hoče v življenju. Bori se proti objektivizaciji, čeprav ne ve še točno, kaj to pomeni. Ni navadno dekle. Pritegnila je Romeovo pozornost. Ni navajena, da je v središču pozornosti, zato v naši zgodbi bo. Je skromno dekle, materialne stvari ne pomenijo veliko, vseeno pa kdaj kupi kakšno knjigo. Veliko sanja, v iskanju lepot življenja, vodnjakov navdiha brez dna. Romeo je fant iz premožne družine. Da ne bo pomote, bomo poudarili v materialnem smislu. Dobro izgleda, zato lahko dobi katerokoli dekle. Katerokoli dekle pa seveda ni Julija in tega se dobro zaveda. Njegovo življenje je kot nekakšen supermarket. Navajen je, da je v središču pozornosti kot infotočka. O tem priča naslov. Dvojno. V njem se spodrivata dva svetova. Senzibilni svet, željan iskrenosti in pa čisti materialistični svet, neobvladljivo potrošništvo. Materialne vrednote prevladajo nad pravimi vrednotami, če želimo malce moralizirati. Počasi prvi svet nadvlada nad drugim. Veliko sanja. Če se v besedo sanja arbitrarno vrine črka R, dobimo drugo besedo, ki se prav tako dobro poda k opisu Romea. Prepuščamo kreativnosti posameznega prejemnika besedila. Zagotovo pa je tudi on v iskanju samega sebe. Kaj pa povezovalec? Za začetek je pomembno to, da se z Julijo poznata. Prva scena. Polna luna. Tišino drobijo Julijine misli in skrivnostna senca. Velik poudarek bo na dialogu med Julijo in povezovalcem, saj se dopolnjujeta. Povezovalec deluje kot nekakšen terapevtski prevajalec misli. Vodi jih, usmerja, celo dopolnjuje. Vznesen začetek se skuša meriti s Shakespearom, vendar v smislu degradacije privzdignjene ljubezni, ki se bo skozi besedilo povsem zbanalizirala. Pripomogli bodo komični vložki. Poetika bo v nadaljevanju umanjkala, zato da bodo ostali privzdignjeni samo še stavki, ki načrtno ostanejo privzdignjeni. Slednje se doseže ravno z banaliziranjem večjega dela besedila. Če mislite, da smo vam povedali vse, se motite. Včasih bije hitro, drugič počasneje. Ampak vedno požene kri po telesu, kot hvalnica življenju, kot njegova edina prava potrditev. To srce, prepolno neočakane ljubezni. Komu jo bo namenila? Naša Julija se je čez balkon svojih misli sklonila. V ušesih ji odmeva nek komad. In zdaj začudeno išče vsiljivca, čigar samo senco vidi in misli si: saj bo bolje, saj vse mine. In ne razume te težke zime, kako zelo se ji poda, kako se je zgrnila nanjo vsa ta bela teža. Saj bo skopnela in kmalu bo pomlad. Upanje vedno ostaja in luna se razliva čez njen obraz. Ja, srce bi rada izlila. Na to nežno snežno podlago, da bo vsaj malce barve dobila. Druga scena. V osamo Julijinih misli se prikrade Romeo. Na sceni se stikata s hrbti, govorita drug mimo drugega. Na začetku ni očesnega kontakta, zdi se, da se šele spoznavata po principu Ioneskove plešaste pevke. Romeovo obešanje na Julijin Wi-Fi je zgolj izgovor, da bi bil v njeni bližini. To je verjetno jasno. Hej,
Spet ne more spat. Polna luna sveti. Zdi se, kot da je dan. In Julijina lica je oblila nežna rdečica. Glas je poznan. Ah, ta polna luna je prepolna težkih sanj. In zdaj še ti, skrivnostna senca, ob tej strašno čudni uri te ne prepoznam. Še zvest ne morem šteti sama, pa utrinek bi nujno potrebovala. Dobro, kaj bi rad? Odkje ta glasba? Upam, da ni spet sosedov sin. Ta se mi skos obeša na Wi-Fi, pa misli, da ga ne opazim. Vsako noč z zaveso po senci ga oplazim. Zdi se kot poljub. Si ti, Romeo? Ne vem, kdo je to. Vozim pa Alfa Romeo Giulio. Pičim 200 po obvoznici. Smešno, niti malo prikupno. Do zdaj vem samo to, da si divjak. In danes sem že 3-krat obkrožil tvoje srce. Do konca pritisnem na gas, da je bil čim prej tam, kjer je moje mesto. Srce ti dam, saj si slišala glasbo. Utrip srca je bil. Nine beat. O tem bi se dalo razglabljati. Vem pa zagotovo, da se mi obešaš na Wi-Fi. Zakaj pa nimaš gesla? Ker je v resnici nepomembna stvar. Si pa smešna. Pa geslo za tvoje srce? To pa imam, sicer pa kot da ti je mar. Oh, Romeo, moj Romeo, čas bi že bil, Romeo. Ne vem, iz katere knjige je pobrano. To, kar se greš. Ta Romeo. Je pa prisrčno. Priznam. Ne bere, ta ni zame. To, da glanca avto me pa prej odvrne, kot pa vname. Can I drop the mic now? Počakaj. Veš, po prsti bom prišel do tvojega srca in se naselil tja, ko boš najmanj pričakovala. Če imam tvoje srce, ne rabim Wi-Fi-ja. Prodal bom Alfo, ne rabim niti več brzine. Želel si bom samo še neskončne trenutke, ki se pletejo čez definicijo dvojine, in obdržal bom samo ime. Did he just drop the mic? Ne vem, ti povej. Se ti zdi? Ali ne bi mogel biti povezovalec vseveden? No, kakorkoli že. Oh, Romeo. Kar dobro se me prime, čeprav res ne vem, kdo je to. Ko se zresni, kar zna govoriti, mogoče je vseeno preveč norčal in verjetno je samo lagal. Laž se prime površine, jaz pa bi raje malce več globine. In Romeo zdaj iz srca izlije. Rabljena, letnik 2017, snežno-bele barve. Dizel motor ne pije velik, razen ko je že na brzine. Zavorni sistem ABS, airbag, led žarometi. Samodejno upravljanje dolgih luči, mislim kar češ. Sistem za samodejno zaviranje v sili. 5 zicov usnjenih, športni sedeži, udobni, celo ortopedski. Hladilni predal, klimatska naprava, zatemnjena stekla. Mislim vse ima. Ogrevan volanski obroč, MP3 prevajalnik, USB priključek, navigacijski sistem, Bluetooth vmesnik, prvi lastnik. Nikoli popraskana, nikoli razbita. Kaj češ lepšega? Popolna. Cena? Govoriš, kot da je neprecenljiva. Prodano. Prodano, neprecenljivo je samo tvoje srce. Ja? Misliš, da si shekal moje srce in zdaj ne rabiš gesla, a ne? Ne rabim niti Wi-Fi-ja, raje sem bližje. Glej utrinek, hitro želja. In Julija zdaj iz srca izlije. Neuporaben, letnik med 2001 in 2003, 2002 torej. Bledikav, tu in tam kakšna rdečica, tukaj dobi nekaj pik, če jih ne dobim prej jaz. Nima zavor, gre čez vse meje, tudi osebne. Mogoče ima avtopilota, zagotovo pa je avtomatičen in predvsem impulziven. Upam, da ne pije dizla ali benzina, mogoče mu lahko oprostim, če je režen
ali če mu je zmanjkalo plina. Ha, toliko pa se spoznam. Srce ti dam, poglej, nehoten rima, to mu je blizu, vse ima, kar me ne zanima. Še ena. Mogoče se bo pa še odkril in na to razkril, kot luna izza oblakov. Včasih pade tudi utrinek na igrišče bedakov. Še nikoli mi ni nihče rekel kaj tako lepega. Nekaj je preskočilo in to tokrat ni bil Romeo čez ograjo. Tretja scena. V središču pozornosti je Julija. Skoraj kavarniški pogovor med povezovalcem in Julijo. Končno je padel utrinek z neba. Je Julija izrekla svojo željo? Jem je našlo svojo osebo? Ta zgodba srečen konec ima. Pa dober, no, saj vsi vemo, da ti veš konec zgodbe. Malce prostora za napetost in katarzično občutje pa lahko pustimo. Sorry. Včasih izkoristim svojo moč. Samo Romea sem si jih želela. Odplesala je v hišo in zavese zagrnila. Nakazala mu je, da se bo jutri spet vrnila. In Romeova lica je oblila nežna rdečica, čakal ni zaman. In ta zgodba se bo še govorila, vračala se bo vedno znova, kot se zima, da bi obudila tisto, kar je še živega v nas, toplina. Vedno pride potem pomlad, vedno pride nekdo, ki te ima rad.